Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije Uršlja. Nahajamo se na lokaciji družb Železarne Ravne, konkretno pred upravno zgradbo, kjer pričakujemo visok državniški obisk. V družbo Metal Ravne je prišel predsednik Državnega sveta Republike Slovenije magister Blaž Kavčič. Namen obiska ni zgolj predvolilno naravnan ali protokolarne narave, kajti v zadnjem obdobju se v ozadje postavljajo izjemni poslovni rezultati podjetja Metal Ravne. Nasprotno, priča smo raznim nenaklonjenim komentarjem, katere lahko ocenimo za zlonamerne in predvolilno naravnane. Tovrstni komentarji ne bi bili nič posebnega, če se pri tem ne bi manipuliralo tudi z usodo Korošcev. Torej, ta obisk je bil priložnost, da se državljanom Republike Slovenije oziroma slovenski javnosti in Korošcem predstavi tista pozitivna plat podjetja Metal Ravne, na katero smo Korošci izjemno ponosni. Da gre za izjemno pomembno podjetje, priča podatek, da je bilo pred letom 1990 na tej lokaciji zaposlenih preko 7000 delavcev. Izjemno delo je opravila vodilna ekipa na čelu s Tiborjem Šimunkom, predsednikom uprave slovenske industrije jekla in glavnim direktorjem družbe Metal Ravne Andrejem Gradišnikom. Prav zaradi tega je potrebno opozoriti, da zlonamerno rušenje stabilnosti SIJ-a in posledično tudi Metala Ravne nikomur ne koristi, nestabilnost pa lahko ima za Koroško katastrofalne posledice. Prav objektivni predstavitvi poslovanja in ostalih pomembnih okoliščin je bil namenjen današnji visoki obisk. Predsednik Državnega sveta magister Blaž Kavčič je tudi izjemen gospodarstvenik in predsednik zelene vlade. Z veliko pozornostjo in zadovoljstvom je sprejel informacijo, da je podjetje Metal podjetje, ki gradi svojo prihodnost na ekosocialnih temeljih. Rezultati te ekosocialne politike so postavili Metal Ravne na svetovni lestvici uspešnosti izjemno visoko. Pa prisluhnimo še izjavi predsednika Državnega sveta magistru Blažu Kavčiču. Zelo sem vesel, da so me povabili v Metal Ravne. To je nekakšen zelo uspešen model, prikaz industrije, ki bi jo v Sloveniji želeli videti še več. Brez industrije namreč nobena sodobna družba ne more biti uspešna. To so delovna mesta, ki so dobro plačana. Veseli smo, da so tudi zelena. V Ravnah v najožjem smislu je zaposlenih 1000 ljudi, v hčerinskih družbah še 200 več, tako da je to najpomembnejši gospodarski subjekt na Koroškem. Zelo smo veseli, da deluje uspešno. Osebno sem se v razgovoru z vodstvom prepričal o tem, da obvladajo sodobne tehnologije in da napredujejo z razvojem naprej, da so tvorno vpeti v mednarodni prostor, gospodarski, tako na finančnem področju, na tehnološkem, da imajo lepo razvejeno mrežo kupcev po vsem svetu in da vse bolj prodirajo v tiste segmente proizvodov, kjer je obseg dodane vrednosti vse večji. Že danes presegajo za približno 10 000 evrov slovensko povprečje, z novimi proizvodnimi programi pa se ta razmerja še izboljšujejo, tako da si želim, da bi taki gospodarski subjekti, kot je Metal Ravne, dobivali vse močnejšo vlogo v slovenskem gospodarskem prostoru, kajti procesi, ki tečejo v drugi smeri, so vse preveč prisotni. Bistvo našega razvoja v Sloveniji pa je, da bodo ljudje imeli možnost biti ponosni, osnova tega so pa kvalitetna delovna mesta. Zato sem z današnjim obiskom zelo zadovoljen in želim vsem v Metalu Ravne še veliko uspehov.